Vse o poroki je podcast, v katerem bova z Rokom obiskovala razne poročne ponudnike po Sloveniji in jih poskusila predstaviti na drugačen način. Do zdaj smo se vsi predstavljali skozi spletne strani, socialne medije, podcast pa bo omogočil, da se predstavijo ponudniki tudi na bolj oseben način. Midva jih bova poskusila predstaviti tudi skozi vprašanja, iz njih bova zvlekla tudi zanimive anekdote oziroma dogodke, ki so se zgodili na porokah. In na ta način upam, da boste videli, kdo so oni in se boste lahko odločili, katerega v živo obiskati. Takšen podcast je v Sloveniji manjkal zato, ker bi bilo dobro, da se tudi poročni ponudniki med seboj spoznamo, ustvarimo neko skupnost in se s tem na prav način predstavimo tudi vam, poročnim parom. V prvi epizodi sva z Rokom obiskala poročno lokacijo Turistična vas Pristava. Upam, da sva jo prikazala na najboljši način, kar je možno, če pa imate še kakšno vprašanje, pa ga lahko postavite spodaj v komentar. Uživajte v ogledu. Torej, danes smo se pa oglasila v turistični vasi Pristava. Tokrat sem prav izgovoril, a ne? Res je, bravo. Mi je uspelo. Zdaj pa v bistvu kar tebi prepustil besedo, pa mogoče začnemo z malo zgodovine, kako se je pač sploh ustvarila sama turistična vas in pa kako je pa prišla ideja do porok. No, lepo pozdravljena v naši vasi, v turistični vasi Pristava, ki se nahaja v bistvu v občini Ivančna Gorica. Torej 30 minut iz Ljubljane proti Novemu mestu, se pravi proti vzhodu Slovenije. Torej, turistična vas Pristava je v bistvu letos praznovala 10 let svojega tega imena, tega povezovanja. Najprej smo začeli z avtodomarskim turizmom, a ne, tudi na pobudo Srca Slovenije. A ne, to je blagovna znamka Srce Slovenije. In to je v bistvu nas nekako popeljalo potem kasneje do v bistvu, kot sta videla, lokacija je idealna, a ne. In smo začeli tudi leta 2013 smo imeli tukaj prvo poroko pod šotorom, a ne. In od takrat naprej smo mi lokacijo oddajali za poroke pod šotorom, pa tudi kot možnost kot piknik poroke, a ne. To je bila druga lokacija, ki smo jo imeli, tisto lokacijo smo zdaj ukinili. Tam smo v bistvu sedaj naredili apartma. No, kako pa je to v bistvu, zakaj turistična vas Pristava? Zato, ker želimo našim gostom, ki pridejo v vas z avtodomom ali pa pridejo počitnikovati v naše apartmaje, ali pa je to samo enodnevni obisk, a ne, ker je Pristava nad Stično krasna izletniška točka, a ne. Želimo obiskovalcu ponuditi, da lahko dobro v bistvu je, da lahko nekje prespi in pa v bistvu, da užije lokalne sestavine. A ne, in to dobi pač na naših 4 kmetijah. Torej na izletniškem turizmu Okorn lahko dobro je, tukaj pač so same lokalne sestavine, s katerimi pač pripravljajo kosila in večerje. Potem na kmetiji Partonjevih se mi zdaj nahajamo v bistvu. Tukaj imamo 2 počitniški hiši, počivališče za avtodome. Gostje lahko tudi pač prespijo v šotoru pri nas in pa prostor za poroke. A ne, zdaj smo ga uredili letos, to je nov prostor, ker smo ga letos smo imeli prvo navidezno poroko, s katero smo se predstavili kot pač nova poročna lokacija. No, in potem sta še druge 2 kmetije, to je kmetija pri Mežnarjevih, kjer je v bistvu živa kmetija, kjer še obdelujejo pač celotno kmetijo in imajo tudi živino. In pa kmetija pri Lampret, v bistvu tukaj pa si lahko ogledate v celoti obnovljeno kmečko posest in pa imajo tudi medene izdelke. To. Pohvalil bi idejo. Hvala lepa. Zelo dobro se mi zdi, da tudi vedno več zanimanja je za poroke pač v naravi oziroma nekje na prostem, malo umaknjene iz mesta in pač da tudi ljudje, ki živijo v urbanem okolju, malo zbežijo vsaj za ta dan nekam v naravo. No, ravno tukaj je v bistvu res ta naša prednost poroka v naravi, a ne. Zato, ker ko prideš sem na Pristavo, 695 metrov nad morjem, v bistvu imaš razglede čez celo Slovenijo, a ne. Temu bi rekli nek ekskluzivni razgled, ali kako naj to poimenujemo, ker vidimo od Snežnika, Triglava, vseh, se pravi, Julijskih Alp, Karavank, Kamniško-Savinjskih, pa vse do Gorjancev, a ne. Naj omenim še v bistvu Dolenjski Triglav, a ne,
kum se ravno tako zelo lepo vidi. In mislim, da nekdo, ki uživa v naravi, mogoče v hribih, gorah, pač je zanj ta naša lokacija idealna. Moje naslednje vprašanje je bilo, kaj je posebnost vaše vasi v primerjavi z drugimi poročnimi lokacijami? Imam občutek, da sem ravno slišal to posebnost. Ja, res je. Pač bi mi še kaj stavimo omenili na to mogoče? naravo in tudi v bistvu jo ohranjamo, a ne. Res je, da smo postavili šotor, ampak to je v bistvu, tako smo se najbolj približali, da imate pač lahko par poroko v naravi. Se strinjam. Pač šotor nam pa vse vam, oziroma param omogoča, da tudi v vremenu, kakršno je danes, ker mi snemamo, Točno lahko to. tukaj pač neovirano uživata, se dejansko, ko je pač zaprt, tako ko je zdajle v okolici, dež nič ne ovira, tudi hladen ni, v bistvu se lahko poroka normalno Prav izpelje, prijetno, ne. ja. No, pač drugo vprašanje para, ki pride na ogled, a ne, je vedno, kaj pa v primeru slabega vremena. No, mi vidimo zdaj, da tudi v primeru slabega vremena se imamo tukajle prav fajn, a ne. Dež v bistvu nas ne moti. Ja, in mi imamo pač, šotor je pokrit in tudi imamo te stranice, ki jih zapremo ravno s tem namenom, a ne, da lahko poroka še vedno poteka. Kako je pa poskrbljeno za dostopnost? Se pravi, slišali smo, kje je turistična vas, kako je pa s tem, da se pač svati pripeljejo k vam? Lahko tukaj normalno parkirajo, je prostor za Lahko. zadostno število avtomobilov, pa tudi v bistvu lahko gibalno omejeni pridejo brez težav na lokacijo poroke. Pomislili smo tudi na ta segment stranke, če rečem, a ne. Torej, naš park ima dva vhoda. Glavni vhod, čez katerega smo tudi mi prišli, vidimo ga tule v ozadju, a ne, je vhod za mladoporočenca in pa gibalno ovirane, a ne. V spodnjem delu parka, skozi ograjo, ko grejo, pa imamo redarja, ki jih usmerja na parkirišče, ki sprejme tudi do 80 avtomobilov, a ne. Res je, potem pa v bistvu po pešpotkah označenih pridejo svatje do šotora. No, pa da se dotaknemo nazaj poroke in organizacije. Kdaj in kje pa najboljše, da par pristopi do vas glede rezervacije lokacij oziroma informacij o lokaciji? Pa priporočena časovnica, zdaj ne vem, če se naslednji teden poroča, verjetno malo Malo prepozno, Ja. ne. Torej, naša vstopna točka je spletna stran pristava.si. Tukaj nekako imamo predstavljeno ponudbo, izpostavljeno poroko v naravi, zraven tudi ponudbo pač ostalih v vasi, a ne. In v sami ponudbi poroke v naravi zasledujem to, da sem odgovorila tudi na, se pravi, na vprašanja, ki jih pare najbolj zanimajo do zdaj, a ne, s katerimi sem imela pač že neki sestanek, ki so me kontaktirali kar preko maila, največ je tako, a ne, to je info@pristava.si ali pa vstopna točka je, se pravi, pristava.si in potem imam tukaj obrazec za povpraševanje, kjer par potem usmeri naprej. Na spletni strani si lahko ogledate tudi galerijo fotografij, kakšno poroko v bistvu pri nas nudimo. To naj bo, se pravi, od civilnega dela, ki ga ponudimo, samega prostora, kako je lahko opremljen in pripravljen, ter pa tudi našo kulinarično ponudbo, a ne. Kdaj pa v bistvu časovnica, ko pač par načrtuje, v bistvu zdaj se nekako kar pol leta, 9 mesecev, 1 leto, a ne. Nekatera povpraševanja dobivam tudi že za naslednje, se pravi za leto 2027, poleti, a ne. Tako da se mi zdi v bistvu, da je do vsakega posameznika zelo pomembno, pač kako si je začrtal to pot. vedno so neki datumi, ko si jih ljudje začrtajo, da takrat se morajo pa poročiti. Tako, Verjetno se in to- potem to- k temu stremijo, ja, točno res to, je, ja. No, zdaj, okej, v redu. Kako pa poteka postopek, ko se pa reče, okej, to je pa Ta ponudba To mi je- ustreza, ja, a ne. to je lokacija. To je ne. cenovnica, tako. Pač v bistvu je tako, jaz pa tudi poleg vse te naše ponudbe, ki jim jo predstavim, a ne, pač tudi povem cenovni razpon, ki ga pač mi nudimo, a ne, ker vemo, da je vedno poroka pač pogojena z budžetom, ki ga pač par ima.
In vkolikor pač tukaj naredimo 3 kljukice, se pravi, res ta lokacija pač par jo dojame kot aktualno in pač primerno za njiju, a ne, takrat jih povabim na sestanek, se sprehodimo pač čez našo posest, čez naš park, vse pač predstavim te detajle, ki jih ponujamo, zakaj smo mi drugačni od drugih, a ne. Torej, poleg narave, v bistvu pri nas pač imamo premišljene te reči, kako poteka civilni del, kje lahko poteka. Imamo 3 lokacije, na katerih lahko poteka, a ne. Potem, kako je s pogostitvijo, a ne. Kakšne sklope pogostitve v bistvu nudimo, a ne. O vsem tem govorimo na sestanku, a ne. Ja, kasneje, ko se pa par že v bistvu odloči in mi reče, ne vem, da jim pa zanima pač ponudba, a ne, da pošljem ponudbo. Za rezervacijo imamo 50% pač nakazilo avansa, a ne. Potem obenem jaz tudi pač pošljem pogodbo paru, da jo prebere, preverijo, potem skupaj uskladimo, a ne, in potem se ponovno dobimo, ne, lahko pač tukajle na lokaciji sami, lahko pa prek ne vem, videoklica in jo pač skupaj podpišemo. Zdaj pač nam vse to ta tehnologija omogoča, a ne, tako da nismo omejeni. Kje pa je recimo lokacija, to je celotna lokacija rezervirana za en dan oziroma v kakem sklopu? Mi v bistvu stremimo k temu, da je v bistvu, da par postavimo v ospredje. Torej, lokacija se najame za vikend in takrat je v bistvu samo njuna in pa za njihove svate, a ne. Se pravi, petek, sobota in nedelja je sam najem naše lokacije, a ne. Poleg šotora ponujamo še 2 počitniški hiši v sklopu tega najema, a ne. In kar sem želela tudi prej povedati, je to, da po pač neki raziskavi trga, ke sem jo naredila, a ne, sem ugotovila, da je kar malo lokacij v bistvu, ke bi to ponudile, a ne, da je zraven še prenočišče in pa da so večje kot samo, ne vem, do 60 oseb. Imamo tudi, se pravi, med 80 in 150 ljudi sprejmemo. Pa imajo recimo pari kake posebne omejitve oziroma pogoje, ne vem, do kdaj je lahko glasne glasbe, karkoli. Ker v bistvu smo v naravi umaknjeni od vsega, ampak verjetno je. Ja, vseeno. Okej, se pravi, ja, seveda imamo omejitve, a ne, predvsem v bistvu neke zdrave omejitve. To pomeni, da dovolimo glasbo, absolutno, do polnoči oziroma mogoče do 12:30 zjutraj, če je polnoči torta, a ne, stranice šotora, ki gledajo na vas, zapremo. Zato, da zadušimo v bistvu glasbo oziroma glas, da ne gre glasba v vas, a ne. Če povem eno anekdoto, mi preden smo v bistvu vse skupaj tole se lotili, a ne, sem jaz šla od soseda do soseda pa sem rekla, glede na to, da smo mi že imeli piknik prostor, pač je sčasoma to pač postalo moteče, a ne. Pa sem se pogovarjala potem z najstarejšo gospo v vasi, a ne, pa sem rekla: a vas bo motilo, ne?" Ona mi je pa odgovorila: "Če bom jaz poslušala muziko, bom pa po taktih okopavala, a ne." Torej, super. No, tako da imamo pač v tem smislu imamo tako poskrbljeno, da do polnoči, se pravi, pol enih stranice zapremo. Ti, ki gledajo na vas, se pravi proti zahodu, a ne, vse ostalo je odprto. Če bomo mi ugotovili, da je še vedno pač zvok uhaja, a ne, da je še vedno preglasno, bomo pač šotor zaprli v celoti. Nekako pa imamo začrtano, da do 3 zjutraj, mogoče 4, a ne, se pa naj bi poroka končala, a ne. Potem pa v bistvu se lahko pride v neko akustično glasbo, a ne. Je pa to po dogovoru s samim, se pravi, z mladoporočencema, a ne. 3, 4 je že kar Je kar dovolj, a ne. Ja, ponavadi se poroke tako. res od jutra pa Tako, potem so najbrž tudi že vsi utrujeni ali kakorkoli. Jaz mislim, da pač ta čas, ke smo ga postavili, je nekako pravilen. tu se strinjam. No, da se še dotaknemo civilnega obreda. Kako imate pa to urejeno? A je sploh lahko? Ja, pri nas se civilni obred lahko izvede.
par si, se pravi, moja naloga je, da poskrbim, da dam dovoljenje za uporabo prostora za civilno poroko, s katero gre par na upravno enoto v Grosuplje. To je največkrat, oziroma to je želeno, da se gre v začetku leta, a ne, v tistem, katerem se hočeta poročiti. Se pravi, če se želita poročiti leta 2026, takoj v začetku januarja gresta na upravno enoto, si rezervirata datum, a ne, in potem nadaljujemo tukajle načrtovanje civilnega dela, a ne. Zdaj, tako mi želimo mogoče, da glede na to, da je to kar velika, se pravi, naša pač poroka s 100 ljudmi ali več je velika, a ne, zato si želimo, da ima pač par tudi, ne vem, svojo poročno organizatorko. Ni pa to pogoj, da ima lahko poroko pri nas, a ne. No, in potem se načrtuje sam civilni del, ki se pa lahko pri nas odvija na 3 delih, a ne. Lahko je pod milim nebom, to pomeni, da je pač lahko na zelenici, na travi, lahko je na jasi ob robu gozda, lahko pa je tukajle v neposredni bližini šotora, v bistvu tudi imamo pač pripravljen šotor, a ne, da je za vse vremenske razmere. Lahko se pa tudi tukaj odvija. No, zdaj smo prišli čez samo lokacijo, smo vas pač umestili, kam sodite v Sloveniji, kako vas bodo našli in pač samo recimo, da neko osnovno organizacijo. Zdaj prijemo pa do zelo pomembnega dela poroke, in sicer kulinarike, a ne. A sodelujete s kom, imate kakšne predloge, koliko lahko mogoče par doda svojega inputa v samo pač željo pri poročnem meniju, in vse okoli tega, no. No, tako, v ta projekt smo šli s partnerjem, cateringom Delicije, ki je na trgu že dobrih 35 let. V bistvu tudi sama sem pri njemu v bistvu delala tako kot to srednješolsko prakso in potem naprej sodelovala z njim. Skupaj sva naštela v bistvu sodelovanja že kar dobrih 18, če ne 20 let. No, catering Delicije v bistvu ima pač svoje, se pravi, za institucionarno prehrano svoje enote v Ljubljani. Obenem pa nudi cateringe, med reference lahko omenim mogoče eden izmed večjih projektov, ki ga je imel. Je bil pogostitev 1200 ljudi za sprejem Dalajlame v Sloveniji, če se spomnite. Potem sodeluje z Mestno občino Ljubljana, ne vem, bivša Alpe Adria je bila tudi velik njegov naročnik. Se pravi, sami večji, kako naj rečem, akterji na trgu, a ne. No, sam catering, v bistvu tukajle smo pa v začetku leta smo naredili, v bistvu je naš, kako zdaj rečemo, šef, a ne, Urban, pripravil skupaj s svojimi sodelavci 3 menije. To so banketni meniji, a ne, v bistvu, ki so v sklopu, se pravi, predjed, potem imamo glavne jedi in pa še po polnoči, v bistvu smo rekli, za zaključek večera, a ne. No, ti 3 meniji, ki so pač smo jih poimenovali tako, eden je slovenski menij, ki smo ga pripravili, a ne. Potem imamo menij Delicije, a ne, in pa mediteranski menij. To so pač to so strežene večerje, ki so tudi spojene v bistvu z vinom. To pomeni, pač, ki ga je določil v bistvu sam sommelier. To pa so vina Albijana iz vinske kleti Žarn iz nemške vasi iz Krškega. Zadnja, ki pa je tudi mladoporočencem najbolj blizu, a ne, je pa ponudba hladno-toplega bifeja, a ne. To pomeni, da se hrana pripelje in se jo pač si gostje sami vzamejo, a ne. Je pa tudi ena izmed možnosti, a ne, sicer jo mi v bistvu želimo malo omiliti, a ne, ker se mi zdi, da je pač poroka pa le en svečan dogodek, a ne. In mi lahko zagotovimo postrežbo menija oziroma enega hoda samega v 30 minutah, pač imamo toliko
osebja, a ne, in se mi zdi, da je to naša ključna prednost sodelovanja tudi s tem cateringom, poleg odlične hrane, ki jo nudi, in pa teh prefinjenih jedi, ki jih ima. Tudi meni se v bistvu zdi, da je zelo dobro, da je pač hrana na poroki postrežena. Ja. Čist drugačen pač vibe je, čist drugače se pač odvija poroka, drugačen občutek dobiš same lokacije in vsega ostalega, in nekako je to res dogodek, mogoče, ki je primerno, da je to tako. Sem imel pa vmes še vprašanje o tem, če sodelujete tudi v bistvu poleg cateringa s kakimi lokalnimi vinarji oziroma tudi kakimi mikropivovarji, kar je danes moderno. Za vinarja ste že omenili, kaj pri pivih, če smo se že tukaj pri pijači ustavili. No, tudi kar se piv tiče, pač ponujamo možnost, a ne, da si lahko par izbere pač kakšnega lokalnega ponudnika. Enega, s katerim sodelujemo, je pivovarna Kajtimar, a ne, iz Grosuplja. Tukaj v Šentvidu pri Stični pa imamo tudi pivovarja, ima pa piva Stežičar, a ne, in morebiti v prihodnosti enkrat sodelujemo pa tudi z njim. Odlično. Še ena stvar glede samega menija je, a lahko pari poskusijo ta meni oziroma na kak način se dejansko najlažje odločijo, kaj bi njihovi poroki najbolj bilo. Ja. Dobro vprašanje. Ja, skupaj z Urbanom nekako načrtujeva, da pari, ki rezervirajo poroko za prihodnje leto, a ne, da bi jih v začetku leta, ko šotor postavimo in pripravimo, pogostila z okusi teh pač menijev, a ne, ki jih imamo, da bi lahko tudi sam par potem presodil, ali ima to ustreza ali ne. A ne? Tako da pokušino menijev planiramo proti koncu aprila za par, ki se poroči v tekočem letu. No, v bistvu je to tudi ena dodana vrednost celi izkušnji skupaj, da pač lahko poizkusijo to, da res pridejo do prave odločitve za njih. Ja, in to nam je tudi zelo pomembno, a ne. Predvsem pa vem, kako je na porokah, a ne. Par v bistvu takrat, mislim, da kar malo pozabi na hrano, a ne. Takrat je v ospredju vse drugo, a ne, kar je pač razumljivo, a ne. V bistvu smo dali skozi to formalnosti, kulinariko. Kaj pa pri organizaciji? Kaj svetujete in pri organizaciji, dekoraciji? Imate tudi tu kakšne svoje ponudnike, ko jih priporočate? Tako je. Sama sem naredila tečaj za poročno organizatorko pri Infinity Akademiji. S tem sem dobila kar veliko znanja in tudi vpogled v sam poročni dan in pa kaj vse se pred tem dnem dogaja, a ne. In zdi se mi, da je bila naša odločitev, ko smo se odločili, da poročna organizatorka ne bom, ampak bom pa neka koordinatorka poročnih ponudnikov, a ne, na dan dogodka. In zato, ker pač lokacijo najbolje poznam, a ne, in je pomembno, da ljudi usmerjaš, koordiniraš, a ne. Kar se pa tiče, se pravi, najem naše lokacije ni pogojen, da mora par imeti poročnega organizatorja. Je pa seveda, če je to veliko, se pravi, če je povabljenih več kot 100 oseb, 150, a ne, je pa priporočljivo, da ima par poročnega organizatorja, a ne, ker ljudje rabijo biti usmerjeni, rabijo usmeritve, vodeni morajo biti in tako se v bistvu tudi počutijo potem zaželeni na poroki, a ne. In mi bomo k temu stremeli. Tukaj bi dodal jaz mogoče, da je res dober, če že ne organizator, koordinatorka vsekakor, že zaradi tega, da recimo iz mojega vidika fotografskega, ko se enkrat postavi pač lokacija za civilni obred, pa so tam stoli spredaj, ki so pa navadi za starše, pa za najbližje, pa tako, nihče ne ve, kdo bi se tja usedel. In mora biti nekdo, ki ga povabite. Dajte se usesti, ker pol, ko delaš fotografije, pa zgleda, kot da nekaj manjka. Ali zdaj, da nekdo ne upa priti tja, ali da nimajo radi para, kar seveda vemo, da ni res. Sam pač neka ta sramežljivost, kakorkoli. Točno ta izkušnja nas je doletela pri navidezni poroki, ki smo jo imeli, a ne.
Tukaj smo na navidezno poroko smo pač povabili vse naše sosede, da so videli, kakšen projekt smo ustvarili, potem organizatorje porok, a ne podjetja, ki se ukvarjajo z oddajanjem, se pravi z organizacijo dogodkov, a ne. No, in ravno to se je zgodilo, a ne, ko smo imeli navidezno poroko, tam pri civilnem, pač civilno, a ne, delu, nihče se ni hotel usesti na prve stole. Pa vsem sem naročila, da se morajo usesti, nihče, kar gledala so pa sem. Potem pa jaz kot v vlogi matičarke, a ne, ko sem jo igrala, pa takole delam, ne. Mislim, res se mi, tako da in takrat sem rekla, pač koordinator mora biti, da ljudi tako spremlja, ja. To je bila ena od stvari, ki so me takrat tisti moment zmotile. Ja, se točno to, pač res ljudje rabijo malo tistega potiska v pravo smer. Ja, sej. In mislim, zdaj sem že videl na večjih porokah, že tudi matičar reče, usete se malo bolj naprej, malo bliže, tule so še prazni stoli, ker pač že tudi oni vejo, ne, da se to poveže. Da se tako dela, ne. No, kar pa se tiče, da navežem nazaj, se pravi, mi smo na navidezni poroki sodelovali s priznanim cvetličarjem oziroma pač floristom, če želite, cvetličarna Emporija. Potem sem sodelovala s pevko Floro Emo Lotrič, a ne. Zraven vse v bistvu je v ta spekter zajela wedding content creatorka Teja, a ne. Mi je vse to posnela poleg fotografa Darko Pavloviča. Potem smo, vinarja sem že omenila, a ne, Vina Albijana, vinska klet Žaren, z njim sodelujemo. Potem povabila sem k sodelovanju tudi draguljarno Malalan, ki nam je v bistvu za namene fotografiranja ponudila pač ves svoj poročni nakit, kar nekaj sklopov v bistvu poročnega nakita, a ne, da smo, tako ko se je nevesta obleko zamenjala, a ne, da si je zamenjala tudi nakit. Obleko smo si izposodili se pravi v ateljeju Jules Škofja Loka za nevesto. Za ženina pa smo obleko si ravno tako sposodili pri Moro iz Kristalne palače. Tako. No, in vse te partnerje, a ne, ki so z mano pač brezplačno sodelovali v tem projektu, želim seveda paru priporočiti, da lokacijo pač, tej ponudniki lokacijo poznajo, vejo, mi smo spletli eno pač vez, in se mi zdi, da je v bistvu to ena dodana vrednost tudi naše lokacije. Ja, glih točno to, ker pač na koncu glih te neke povezave in to olajšajo tudi par. Organizacijo paru, tako. Ja. Ja. Res ne rabiš kaj veliko razmišljati, če že nisi veliko razmišljal. Tako. Kaj pa imate, mislim, kakšna je pa zasnova prostora za zabavo? No? Imate ločeno, kje je mesto za ples, kje se sedi? Aha, Ali- seveda, ja. Oziroma tudi imate na voljo posebne osvetlitve, oder ali to je pač pol? Tako. Torej, iz civilnega dela najprej pridemo v prvi del šotora. Tukaj je mislen lounge in pa premični bar, a ne. In tukaj naj bi se odvijala tudi pač pogostitev predjedi, a ne. Absolutno pari imajo zelo radi zdaj ta champagne tower, a ne. Tudi tega tukaj postrežemo, a ne, da si par natoči penino in se naredijo fotografije. No, potem pa stopimo naprej proti odru, da rečem, a ne, in najprej je v bistvu pripravljena pravokotna miza za sam par in pa priči, a ne, s svojimi partnerji. Nato pa je levo in desno pač se pravi, levo in desno stran mize od mladoporočencev so pa postavljene okrogle mize, ki sprejmejo do, ne vem, 7-8 oseb. Premera, ne vem, 160, a ne. Potemle v sredini pred odrom pa je plesišče,
To plesišče ima nekaj barvnih reflektorjev, v bistvu, ki naredijo neko ambientalno osvetlitev. Ravno tako lahko pač vidite, imamo verige luči, a ne, ki se tudi primerno samemu vzdušju, a ne, pač jakost določi, a ne, kakšna. In zato je pač, za to osvetlitev je poskrbljeno. Plesišče sem že omenila, oder za glasbenike ravno tako. To sem še kaj pozabila omeniti. No, v bistvu, kaj pa recimo za najmlajše, za otroke imate tudi kaj poskrbljeno? Res je. V sklopu, se pravi, v sklopu najema naše lokacije imamo še 2 počitniški hiši, kot sem jih že prej omenila. In ena od počitniških hiš ima tudi ograjeno veliko igrišče. Tako je pač za nogomet, otroško igrišče in pa za odbojko. Zraven je tudi taborni ogenj in otroci lahko pač tam preživijo ta dan oziroma to, kako naj rečem, mogoče ta večer, a ne, da se zabavajo. Vse je pa tudi osvetljeno, tako da pač ni težava. Se lahko zamotijo, no. Ja, pa v bistvu bi dodal, ker sem danes že pogledal lokacijo, je v neposredni bližini, tako da več kot en animator mogoče ni potreben toliko, da je z njimi, ampak se v bistvu otroke vidi iz samega šotora Samega šotora. na igrišče. Ja. Ja, res je. Pa če smo že pri prenočiščih oziroma pri apartmajih, bi pa tukaj mogoče vprašal še, kako je kje poskrbljeno oziroma imate kje kapacitet za svate oziroma za mladoporočenca Aha. že na lokaciji. Aha, tako je. Torej, 2 počitniški hiši, ki sprejmeta do 9 oseb. Ena od teh pa nekako sicer je planirana za mladoporočence, ker ima ta počitniška hiša še masažni bazen, a ne. Se pravi, to je na zahodni terasi, na vzhodni terasi, a ne, pa je pokrit žar oziroma letna kuhinja, hladilnik in pa tudi taborni ogenj. Torej lahko v bistvu, ne vem, da pa še to povem. Ostali lahko prenočijo v neposredni bližini, torej kjer imamo počivališče za avtodome, lahko si postavijo šotor in v bistvu lahko že en večer prej malo pokramljajo s prijatelji, a ne, na tem prostoru. In v bistvu nimajo samo poročnega dne, ampak imajo poročni vikend pri nas. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, če je kakšna možnost tega nekega, rečemo, alternativnega prenočišča, se pravi kampiranja ali karkoli podobnega. Letos sem bil sam na eni taki poroki in je zelo dobro, ker pač svati lahko ostanejo skupaj, so zato bolj sproščeni, se mi zdi zabava lepše teče, pač bolj uživajo. Pa konec koncev se zjutraj zbudijo, pa glede na to, da so v turistični vasi, mogoče lahko dobijo še kje pri vas kaj za pojesti tudi, a ne? Točno, res je. No, tako, se pravi, lahko, kot sem že rekla, lahko pridejo tudi z avtodomom, lahko postavijo šotor, imamo pa zraven potem urejene toaletne prostore in tuš, tako da se lahko osvežijo. Na našem izletniškem turizmu pa definitivno lahko pojejo kakšno domače, pač kakšen domač slovenski zajtrk. Nekaj sem pa še želela omeniti v sklopu tega, če pa imamo premalo kapacitet, a ne, jih pa lahko v bistvu zorganiziramo prenočitve v okolici Stične ali Ivančne Gorice. Pač lahko pomagam pri organizaciji, absolutno pa lahko zorganiziramo prevoz potem iz naše lokacije do prenočišča in pa nazaj. Tako da to se mi zdi tudi en plus naše lokacije. Vsekakor, saj na koncu koncev je treba vedno poskrbeti za to, da so lahko svati sproščeni na poroki, da lahko uživajo. In sam prevoz je lahko velik minus pri tem, koliko smo sproščeni in koliko lahko uživamo. Tako, in da je pač v bistvu varno, da se lahko tudi kaj popije, a ne. Tako je, ja. Tako. In nekajkrat smo že omenili tudi poročne ponudnike, ostale, recimo fotografe, videografe in vse ostale. Pri tem, ko pač dobite klic od para, a imate kak seznam priporočenih ponudnikov že sestavljen oziroma jim predlagate kogarkoli ali jima raje prepustite proste roke, da se samo odločite, koga bi imela? Kar nekaj parov pride pač z vprašanjem, koga nam pa bi lahko priporočili, a ne, in potem priporočim te, ki sem jih naštela, ki so z mano sodelovali na navidezni poroki. A ne, zdi se mi, da jim to najmanj dolgujem, a ne.
za to njihovo pač delo in pa sodelovanje pač z nami. A ne. Ni pa to seveda pač pogoj, a ne, da se potem par za njih odloči. A ne. Če tega pač ne pogojujemo. In največkrat je tudi tako, da pač par vidi, ne, kaj v bistvu je bilo predstavljeno tukaj in dobi idejo in potem reče, ja, jaz pa hočem točno tako poroko. In v bistvu je pač zame to nekaj najlažjega, ne. Ponudnike poznam, vem, kako pač dan poteka, a ne, in v bistvu samo ponovimo vajo v bistvu, če rečem tako, s tem kančkom pač želja parov še zraven, a ne, da je individualna. Ja, če je utečena ekipa, potem je lahko res mogoče Predvsem najlažje. zato. Ja. Tudi če govorim recimo iz fotografskega vidika, je pač dobro, ko greš na kakšno lokacijo večkrat, poznaš pač mikrolokacije, veš, kam iti ob sončnem zahodu, ker veš, na katero stran je sončni zahod. Veš, kako se pripraviti, recimo, če bo deževen dan, katere lokacije lahko v tem primeru bolj izkoristiš kakor v sončnem. In verjamem, da vsak ponudnik v bistvu ima idejo, od florista do vsakega ponudnika, koliko cvetja predlagati in kako pač opremiti prostor, da je optimalen. Super, ja. Res je temu tako. Pa tudi tukaj veliko igro igra pač tudi budget, ki ga ima par, a ne. In na podlagi tega v bistvu se potem odloča in tudi prilagodi njima. Mislim, da smo v bistvu vašo lokacijo do te mere že zdaj kar lepo predstavili, da ob vseh fotografijah in videih, ki se bodo čez tale naš podcast videli, da jo bo lahko bodoči pari kar dobro spoznali. Me pa zanima mogoče, a načrtujete še karkoli novega v prihodnosti, a lahko pričakujejo še v naslednjih letih kaj, o čemer še nismo govorili, ali je zaenkrat lokacija taka, ko je in je v bistvu, jaz bi rekel, da že itak popolna, no, ampak. Hvala. Ja, tako, seveda imaš vedno ideje, vedno želje, kaj si še želiš, kaj bi še, a ne. Ja, mogoče enkrat v prihodnosti načrtujemo pač postaviti dodatne nočitvene kapacitete, a ne. Ja, lahko je pač to, da bomo imeli kakšne svoje te individualne šotore, ki jih bojo lahko pač najeli. Ideja je mogoče, da bomo tukaj enkrat imeli golf igrišče, pač to skupaj z možem brainstormovali neprestano, ampak morebiti, oziroma tako sva se odločila, zdaj se bomo res usmerili v te poroke, ker želimo to videti, ker tukaj želimo biti v bistvu nek paradni konj vsemu pač temu, a ne, v tej ponudbi, tako da zaenkrat, rečemo nekih 5 let, bo takole, kakor je, potem pa vidimo naprej. No, super, pač res že zdaj lokacija ponuja toliko in jaz bi se rad zahvalil, da smo danes lahko tule z vami, da ste nam razkazali lokacijo in vse obrazložili, kar se dogaja in kako v bistvu se gradi tule ena lepa zgodba za naprej. Najlepša hvala vama za možnost v bistvu predstavitve naše lokacije, poroke v naravi. In želim vama obilo uspeha s tem podcastom in da mogoče se pa snidemo na kakšni poroki, a ne, kjer bosta v bistvu ponudnika, tako kot smo mi. Se veselim, že imam ideje. Že, super. Se veselim, že imam ideje, kje bo nastale fotografije. Super, krasno, evo. Hvala. Odlično, hvala, srečno. Srečno. To.